Dober dan, lep pozdrav. Upam, da lahko začnemo. Pozdravljeni na tiskovni konferenci, kjer bomo skušali predstaviti razloge, zakaj smo napovedali interpelacijo zoper ministrico za digitalno preobrazbo, gospo Emilijo Stojmenovo Duh. Morda začetek par vsebinskih razlogov. Lani smo dobili zakon o spodbujanju digitalne vključenosti in na podlagi tega zakona se je ministrica potem odločila za javno naročilo za 13.000 prenosnih računalnikov v skupni vrednosti 6,5 milijonov evrov. A opozarjamo, ti računalniki še nimajo operacijskega sistema niti antivirusne zaščite, kar bo slej ko prej prineslo dodaten strošek, ki ga bo nekdo moral poravnati. Na ta zakon in pa na to javno naročilo smo v poslanski skupini SDS opozarjali oziroma spraševali ministrico z pisnimi poslanskimi vprašanji, 3 poslanska vprašanja, in z vsakim vprašanjem manj odgovorov oziroma več zavajanj, se bom drznil reči celo laži. Nenazadnje se je tudi Komisija za nadzor javnih financ že ukvarjala z to tematiko, ampak glej ga zlomka, tudi tam podobno. Namesto konkretnih odgovorov nova zavajajoča dejstva. Skratka, za interpelacijo smo se v poslanski skupini SDS odločili, ker menimo, da ministrica svoje delo opravlja nevestno, neodgovorno, netransparentno in nesmotrno. Še več, zelo nas žalosti, da namesto tega, da bi ministrica prevzela odgovornost, obtožuje druge za šlamastiko in fiasko pri svojem delu. Tako se sklicuje na Ministrstvo za izobraževanje, Ministrstvo za delo, javni sklad, nenazadnje tudi posredno obtožuje občine, da niso resno pristopile k njenemu pozivu, in nenazadnje tudi se ukvarja z tem, da naj bi šole bile krive, ker teh računalnikov še ni bilo podarjenih, ampak same šole, kot je bilo že večkrat rečeno s strani ravnateljev, nimajo pojma, zakaj naj bi se točno šlo. Še več, ministrica se pri svojem delu sklicuje, da je ta nakup odgovoren, kajti za sabo, da ima sistemski zakon. Ampak ta sistemski zakon nekje pušča, kajti ta sistemski zakon je napovedal uredbo, ki bo vzpostavila mehanizem za razdeljevanje. Rok za uveljavitev tega mehanizma oziroma sprejetje uredbe je bil 1.1. letošnjega leta. A glej ga zlomka, namesto sistemskih ureditev in neke resne uredbe in vzpostavitev mehanizma, sedaj slišimo, predvsem zahvaljujoč vam medijem, da v poslanski skupini Gibanje Svobode načrtujejo nov zakon oziroma novelo zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, da potem pa bo ta mehanizem za razdeljevanje zaživel. Pred interpelacijo smo se v poslanski skupini SDS odločili, da bi sklicali 2 seji, sejo odbora za notranje zadeve in javno upravo in odbora za izobraževanje, ampak gospod Janev in gospa Novakova sta nas prijazno pozvala, da tega ne bosta naredila, skratka, da ne bosta sklicala nujne skupne seje obeh odborov. Po našem mnenju gospod Janev in gospa Novakova prvič ne poznata niti poslovnika, še drugič pa ne vesta, kaj je delokrog odborov, kjer jih sama predsedujeta. Smo pa hvaležni gospe Novakovi iz Gibanja Svoboda, ko je naštevala, kako ona ne bo sklicala seje odbora, da nas je javno pozvala v svojem dopisu k interpelaciji. Skratka, in zato smo se odločili, da bomo v teh dneh vložili interpelacijo, čeprav smo mi v sami zahtevi za sklic obeh nujnih sej pozvali ministrico v enem izmed sklepov tudi k odstopi. Še več, na sami seji bi celo pozvali predsednika vlade, da če ministrica do seje ne odstopi, da jo sam predsednik vlade odstavi. Kajti po našem mnenju, dlje ko bo ministrica na svojem položaju, se bo kazala neka rdeča nit te koalicije, to pa je neodgovornost, netransparentnost in tudi korupcija. S tem v opoziciji nimamo problemov, kaže pa se delo te vladne koalicije.
Skratka, mi smo predlagali 3 sklepe, na katerih namesto na nujni seji bomo razpravljali na sami interpelaciji. Torej, pozvali smo oziroma bomo še tudi na sami interpelaciji gospoda predsednika vlade, da razmisli, ali je ministrica še primerna za opravljanje funkcije ministrice za digitalno preobrazbo. Potem bomo želeli dobiti odgovore, da se pripravi celovita in pa resnično poročilo glede nakupa 13.000 računalnikov. Prav tako pa želimo od ministrice, da pripravi pregled uresničenih koalicijskih zavez na področju, ki ga sama pokriva. V teh dneh pa se tudi pojavljajo pozivi, da se te računalniki čim prej podelijo. Sama ministrica je rekla, da je okoli 500 000 upravičencev do teh 13.000 računalnikov. In sprašujemo se, kdo in na kakšen način bo prišel do teh računalnikov. Se bo ministrica odločila v tem mehanizmu za žreb, ali se bo odločila za načelo, kdor prej pride, prej dobi, ali bo krčila skupine upravičencev, oziroma ali bo izbrala kakšen drugi način. Skratka, pri javnem naročilu za 13.000 računalnikov bi morali biti te pogoji za dostop upravičencev zelo jasni, in to le kaže, da je ministrica ne samo pri sprejemanju zakonov, ampak tudi potem pri javnem naročilu delovala neresno, neodgovorno, netransparentno, oziroma da je ta nakup teh računalnikov šlamastika oziroma fiasko. Veseli smo tudi poziva dr. Juharta, ki je za medije večkrat povedal, da tako neodgovornega dela si nek resen minister ne sme privoščiti. Ampak glej ga zlomka, namesto da bi ministrica reševala tudi to zadevo, je raje odšla na izlet v Davos. Kajti v Slovenski demokratski stranki nimamo niti enega učinka njenega izleta v Davos. Skratka, veliko je razlogov, da se opravi resna razprava na interpelaciji o neresnem, neodgovornem in netransparentnem delu ministrice za digitalno preobrazbo. Najlažje pa bo zgodba končana tako, da bo sama odstopila oziroma jo bo predsednik vlade pozval k odstopu oziroma jo razrešil. Toliko za uvod. Najlepša hvala. Kakšno vprašanje? Morda ministrica nekako kontraargument vašim očitkom pravi, da je v bistvu ta cena, ki jo je vlada plačala za te računalnike, petina tistega, kar je prejšnja vlada namenila za digitalne bone, pa da tam sploh ni bilo učinka tu, pa da bo kako te nekaj. No, zaenkrat nimamo nobenega učinka tega javnega naročila, oziroma imamo učinek v vrednosti 2500 evrov strošek mesečnega najema sa strani ministrstva v skladišču v Logatcu. Mi verjamemo in smo bili tudi prepričani v prejšnjem mandatu, da smo naredili dobre ukrepe, ne samo glede na COVID situacijo, ampak glede digitalnega opismenjevanja slovenskih državljanov. Tako da ministrica ima problem, ker ne ve, kaj bi s temi računalniki, in zapravila preveč denarja za te računalnike, ki še enkrat nimajo niti operacijskega sistema, niti antivirusne zaščite. Z vsem spoštovanjem, poslanski skupini SDS si ne predstavljamo, kako bo prišlo do razdeljevanja in ali bodo potem tudi sami uporabniki odgovorni za dodatne stroške za ta super nakup teh računalnikov, kakor to želi predstaviti slovenski javnosti še aktualna ministrica. Morda še samo tedaj rešavne hotelje. Glede podpore druge opozicijske stranke ste se pogovarjali z krščanskimi demokrati. Ne, zaenkrat do pogovorov ni prišlo. V poslanski skupini SDS imamo glede na poslovnik Državnega zbora dovolj glasov oziroma podpisov za vložitev interpelacijo. Če pa se nam bo Nova Slovenija pridružila, pa bomo z veseljem pričakovali njihove podpise. Kdaj bo interpelacija predvidoma vložena in kako je z drugo napovedano interpelacijo? Ja, ta interpelacija verjetno danes tekom dneva še ne bo vložena, predvideni dan je jutrišnji dan, kar se pa druge interpelacije, pa glede na zasebne
zadeve gospe ministrice za pravosodje bomo počakali, kajti menimo, da ni pravi čas v tem času za vložitev tudi tiste interpelacije.